Živijo, tukaj, gledate Mata na Easy in jaz tukaj razgram Mato na najbolj easy način. Na Facebook strani mi je nekdo poslal prošnjo, bi v bistvu tako lahko rekel, ja, če bi posnel filmček o krogu. In sem se odločil, da bom posnel filmček o krogu in krožnici. Torej, da nam zdaj razlagal tukaj teorije, pa ne vem kaj vse, bomo kar tako začeli. Jaz bom tukaj narisal X. In zdaj vzel kredo, ki je pač vrvica gor, pač pritrjena, ne, in bom dal en del vrvice semle in bom takole naredil s kredo. Tukaj nam to ne malo še popravil. In zdaj vidite, kaj smo naredili. To itak, da vemo, da je lik, oziroma ta lik se imenuje krog. To pač, kar je odkroglo tukaj, to je krog. Ampak ta črta tukaj naokolo, ne, a veste, kako se temu reče? Temu se reče krožnica. No, če bi zdaj šel v bistvu pač razlagati, kaj krožnica je, bi v bistvu povedal, da pač krožnica je takole nekako. Krožnica je sestavljena iz središča krožnice in prav sama krožnica so vse točke, ki so enakomerno, pač, ki so enako daleč od tega središča krožnice. Torej, če vzamemo spet tole kredo in pač vrvico in damo takole, vidite, isto razdalja, kot če damo tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Kamorkoli na tem krogu bomo takole postavili kredo, to z vrvico, bo prišla direkt na krožnico, ker so vse točke tukaj enako oddaljene od te središčne točke. Torej, zdaj smo šli skozi, kaj v bistvu sploh krog in krožnica sta, ampak kjer stvari ramo še vedeti pri krogu? No, ta prva stvar, ki jo ramo pri krogu vedeti, ta razdalja, ki smo zdaj ne govorila, ne kreda, pa pač, ker smo imeli vrvico gor, ne, ta razdalja tukaj se imenuje polmer in označimo jo z R. Pač polmer se imenuje zato, ker je pač polovica kroga, ne. In imamo še eno stvar pri krogu, ki jo ramo vedeti. Če bi vzeli ravnilo in ga dali takole pač skozi to središčno točko, torej ne vem, takole, da bi ga dali, bi prišla pol ena ravna črta, takole, ki bi se dotikala pač obeh stranic kroga in tej pač črti se pa reče premer in se označi s P. Ta v bistvu pač premer nekako razpolovi krog na dva dela pač. Ja, razpolovi. Torej, imamo premer, ki je v bistvu pač ta distanca od središčne točke do krožnice oziroma do roba kroga in imamo potem še polmer, imamo pa še premer, ki pa v bistvu pač razdeli celoten krog na pol. Torej, polmer od središča do krožnice in premer pa razpolovi krog na pol. In gre skozi središče in se dotika krožnice na obeh stranih. Torej, zdaj smo šli skozi vse te osnovne pač stvari, ne? Ampak kaj še hoče v bistvu, oziroma kaj bojo hoteli učiteljice od matematike še od nas, da znamo za krog in krožnico? No, najprej v bistvu, kako bi sploh določili dolžino krožnice? To je ta prva stvar, ki jih zanima. Pač lahko bi, naprimer, če bi to lahko ven vzeli, bi imeli vrvico okroglo, pa bi jo razrezali, pa bi takole imeli pač eno vrv, ne? Ampak to ne moramo glih narediti. Lahko uporabimo eno enačbo, ki v bistvu pač lahko ugotovimo ali obseg kroga oziroma dolžino krožnice, ne, zato ker obseg kroga in dolžina krožnice sta ista stvar. In zdaj bom povedal pač za to formulo in ta formula je 2πr. Torej, zdaj si slišal ta pi vmes nekaj, kaj je bilo, ne? Torej, pi. Takole se napiše število, pač takole se napiše takale oznaka za pi in pi ima decimalke, pač vseh decimalk od pi bi lahko zapisali kot 2 na 29. Toliko decimalk. Niti ne vem, kjero število to je, ampak veliko je. Mi ne ramo vseh teh decimalk znati, mi ramo znati te 3,14. To je v bistvu do 9. razreda vse, kar boste rabili vedeti za število pi. Torej, zdaj gremo pa lahko to izračunati, ne? Torej, obseg je enako, je enako 2πr.
kar je pa enako, torej pač 2 krat 3,14 krat R, ki je pa rečemo 2 decimetra, torej 20 cm, krat 2 nič cm. Torej, 2 krat 3,14 krat 20 cm. Torej, 2 krat 3,14 je 6,28 in 6,28 krat 20 je pa 125,6 in če zaokrožimo, je to 125. Torej, obseg tega kroga tukaj je enako 125,6 cm oziroma pač centimetrov. In še eno stvar lahko zdaj v bistvu izračunamo, oziroma pa če bomo rabili znati izračunati. In bom zdaj to tako v bistvu prikazal. Rečemo, da grem pač pobarvati ta krog. Rečemo to zdaj, da sem celega pobarval, ne? In v bistvu zdaj nas zanima, kakšno površino sploh zavzema zdaj ta pobarvan del kroga, oziroma pač ta celoten krog. In to bomo tudi izračunali s pomočjo pač ene enačbe, ene formule. In ta pobarvan del kroga, temu se imenuje ploščina kroga, pač izračunali bomo zdaj ploščino kroga, ker nam bo pa povedala pač ploščina kroga, nam bo povedala pač koliko v bistvu zavzame, ne vem, na listu papirja ali pa koliko prostora zavzame na tej tabli in tako. In pač, da izračunamo ploščino kroga, je formula pi r na kvadrat. In gremo zdaj še podatke vnesti. Torej, to je enako 3,14 krat 20 krat 20, kar je pa 400. Torej, 3,14 krat 400 je pa 1256. A ne, pač 3,14 krat 400 ne je pi krat r na kvadrat, kar je pa 1256. 1, 2, 5, 6 kvadratnih centimetrov. Cm na kvadrat, kvadratnih centimetrov. Tega, ker kadar govorimo pač o ploščini, ne govorimo o kvadratnih centimetrih. Ampak ja, da ugotovimo pač obseg oziroma dolžino krožnice, obseg kroga oziroma dolžino krožnice, pač imamo tukaj enačbo 2 pi r, ne? Pomnožimo 2 krat pi, torej dobimo 6,28 in pomnožimo še s polmerom od pač krog. Potem, če hočemo pa dobiti ploščino kroga, pa imamo pi r na kvadrat, pa v bistvu pač tale polmer damo na kvadrat, torej v našem primeru smo imeli 20 krat 20, kar je pa 400 in pomnožimo s pi, kar je pa 3,14. Torej 3,14 krat 400, kar je pa 1256 kvadratnih centimetrov. In to v bistvu to za ta filmček. Če imate kakšno vprašanje, mi jih prosim napišite v komentarje, pošljite na mail ali pa pošljite na Facebook, pač na Messenger, ne, od pač strani Mata na Easy. In to je to za ta filmček. Upam, da mi bil všeč, če mi bil, bi mi ful pomenilo, če bi ga všečkali, ali pa če bi se naročili na to kanal Mata na Easy. Čisto brezplačno in ful bi mi pomagal, ampak ni pa treba. Lepo se imejte in upam, da se vidimo, da drugič. Čau!